Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta. Iz 22. seje. Vprašanje pobuda 2226-154. Katja Vravnik. Vprašanje pobuda številka 1. Kdaj se pričakuje izdelava in javna predstavitev strategije športa v občini Ravne na Koroškem ter v kateri fazi je trenutno njena priprava? Odgovor. Strategija športa v občini Ravne na Koroškem je v zaključni fazi, dela se izmera športnih objektov in ureditev ter osvežitev podatkov v razvid športnih objektov in bo predstavljena na eni izmed prihajajočih sej. Vprašanje pobuda številka 2. Glede na to, da se jeseni 2026 pričakuje odprtje novega kulturnega centra, prosi za podatke, kakšne vsebine so predvidene v novem centru ter kdaj bo pripravljena in predstavljena celostna strategija kulturnega centra, ki bo temu projektu dala jasno in razvojno usmeritev. Odgovor ZKŠTM. Čakamo na sprejetje proračuna občine, kar bo tudi izhodišče, da lahko oblikujemo realen plan dela za leto 2026. Vprašanje pobuda številka 3. Glede na velik obseg dela ZKŠTM, kjer je poleg rednih dejavnosti poletna sezona močno zaznamovana z upravljanjem in razvojem Bike parka, kateri deluje uspešno, zimska sezona pa prinaša številne organizacijske, vremenske in vsebinske izzive in je delovna obremenitev zavoda izjemna. Ob tem pa nas v manj kot letu dni čaka odprtje novega kulturnega centra, ki bo večji, sodobnejši in bo kot tak zahteval premišljen, kakovosten in ambiciozen programski pristop. Skrbijo, da je kultura v obstoječem organizacijskem okviru zapostavljena, saj smo manj kot leto dni pred odprtjem tega centra, pa še vedno nimamo pripravljene in javno objavljene strategije kulturnega centra, ki bi jasno opredelila cilje in razvojne usmeritve. Glede na že obstoječe razprave na sejah glede te problematike ZKŠTM, prosi za informacijo, kakšno je stališče ustanovitelja glede morebitne ločitve področja kulture od ZKŠTM oziroma kakšne so nadaljnje načrtovane rešitve na tem področju. Odgovor. Rešitev v letu 2026 je, da bo ZKŠTM nadaljeval s poslanstvom organizacije in vodenja kulturnega centra Ravne. V letu 2026 niso načrtovane spremembe upravljanja. Zagotovo pa bi bilo za kulturni center dobro, če ga bi lahko upravljal samostojni zavod. Toda občina Ravne na Koroškem si tega v tem trenutku finančno ni zmožna privoščiti. Tako, da to ostaja izziv in naloga za prihodnost. Bolj optimalno je, da se začne novo delovanje pod okriljem ZKŠTM in potem se v nadaljevanju vidi, ali je to ustrezna rešitev ali potrebuje spremembe. Verjamem, da bo ZKŠTM vzel nov kulturni center Ravne in njegovo delovanje kot pomembno nalogo, ki je ne bo zapostavljal. Ukolikor temu ne to tako, pa so vedno na voljo ukrepi za spremembe. Vprašanje pobuda 2226-155. Boris Štriker. Vprašanje pobuda številka 1. Podal je pobudo za namestitev javne razsvetljave na območju Čečovja in sicer na odseku med nekdanjo transformatorsko postajo in garažami. Gre za območje pri ležečem prehodu za pešce na poti iz Čečovja proti osnovni šoli oziroma vrtcu, kjer se ob garažah nahajajo stopnice, ki vodijo na zgornjo cesto oziroma do garaž. Ta del poti v večernih in nočnih urah ni osvetljen, kar predstavlja povečano nevarnost za pešce. Na navedenem mestu pogosto prihaja do zdrsov in padcev, ki sicer do sedaj niso povzročili hujših poškodb, vendar obstaja nevarnost resnejših poškodb. Odgovor. Pobuda ni umeščena v predlog proračuna za leto 2026. Vprašanje pobuda številka 2. Opozoril je na pobude, ki jih je podal na 21. seji občinskega sveta in sicer glede sanacije naselja Kotlje 2 ter umiritve prometa v mestnem jedru. Občani na tem področju čakajo na odločitev in na nadaljnje korake s strani župana ter občinske uprave. Odgovor. Občina je trenutno v postopku priprave proračuna za leto 2026, pri čemer razpoložljiva finančna sredstva ne omogočajo vključitve navedenih pobud v predvidene investicijske načrte. Zaradi omejenih proračunskih zmožnosti v tem trenutku za njihovo izvedbo ni zagotovljenih sredstev. Pobude ostajajo evidentirane in bodo ponovno obravnavane ob morebitni izboljšavi finančnega položaja občine. Vprašanje pobuda 2226-156. Tomaž Sedor. Vprašanje pobuda številka 1. Stanovalce podkraja in sicer hiš 4C in 5 zanima, ali je plaz,
ki ogroža njihove hiše, vpisan v aplikacijo Ajda in ali je možna kakšna rešitev sanacije le-tega? Plaz je namreč v tem letu postal zopet aktiven. Odgovor. Plaz ni bil vpisan v aplikacijo Ajda. S strani strokovnih služb občine bomo organizirali ogled terena in se dogovorili o možnih ukrepih. Vprašanje pobuda številka 2. Krajane Brdin zanima, kako je s priklopom njihovih hiš na kanalizacijsko omrežje, ali se že pripravljajo kakšni projekti za naslednje proračunsko obdobje, ali se mogoče načrtuje manjša čistilna naprava. Odgovor. Izgradnja kanalizacijskega omrežja je, delno, v projektiranju, hkrati pa občina pripravlja program investicijskih vlaganj v sistem odvajanja in čiščenja voda med leti 2026 in 2030. Vprašanje pobuda 2226-157. Franc Breznik. Nekateri krajani Brdin so ga opozorili, da je bilo s strani vaške skupnosti obljubljeno, da bo z vzpostavitvijo oglasne deske redno nameščanje zapisnikov njihovih sej, kar pa se žal ne izvaja dosledno. Naj se opozori in pozove VS Brdinje, da zapisnike redno objavljajo na oglasni deski. Odgovor. V prilogi. Vprašanje pobuda 2226-158. Mojca Erjavec. Vprašanje pobuda številka 1. Podala je pobudo za čim prejšnjo zapolnitev praznih prostorov v trgovini Tuš v prvem nadstropju. Odgovor. Konec preteklega leta smo s strani upravljavca trgovine Tuš, Ahinvest 1, družba za investiranje, d.o.o. prejeli sporočilo, da so prostori v prvem nadstropju trgovine v prenovi in da lahko konec aprila 2026 pričakujemo otvoritev trgovin Tedi, Sinsa in Tuš drogerije. Vprašanje pobuda številka 2. V kakšnih časovnih okvirih se gibljemo pri gradnji obvoznice? Odgovor. Izdelana je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, DGD, ki je tudi že revidirana. Trenutno potekajo razgovori z lastniki zemljišč, saj je pravica razpolaganja osnovni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ukolikor bodo zemljišča pridobljena, je lahko predvidoma v letu 2026-2027 pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje. S pridobljenim gradbenim dovoljenjem bi država lahko izvedla javno naročilo za izvedbo del predvidoma v letih 2027-2028. Nikakor namreč ne smemo izgubiti že zagotovljenih sredstev za navedeno investicijo v državnem proračunu. Ukolikor bodo razgovori glede zemljišč neuspešni, se lahko začetek izgradnje namreč znatno podaljša. Zato se kljub državni investiciji na občini trudimo, smo aktivni in sodelujemo pri pogajanjih za pridobitev zemljišč. Vprašanje pobuda številka 3. Podala je pobudo za ureditev izboljšav telovadnice Ošel Juričevega Drejčka in sicer da bi se v letu 2026 namenila sredstva tudi za ta namen. Odgovor. Občina je trenutno v postopku priprave proračuna, pri čemer razpoložljiva finančna sredstva ne omogočajo izvedbe dodatnih investicij. Zaradi omejenih finančnih zmožnosti v tem trenutku sredstva za ta namen niso zagotovljena. Že nekaj časa spremljamo javne razpise za pridobitev sredstev z tega področja in jih bomo še naprej. Potreb po investicijah je mnogo, možnosti in sredstev pa so razmerno manj, pri čemer moramo žal upoštevati tudi nekatere prioritete. Vprašanje pobuda 2226-159. Darja Javornik. Ali je res potrebno biti včlanjen v društvo upokojencev Ravne na Koroškem za uporabljanje storitev prostoferja? Odgovor. Društvo upokojencev Ravne na Koroškem je samo izvajalec storitve prostoferja. Včlanitev v društvo ni pogoj za koriščenje storitve. Pogoji za koriščenje prevozov so sledeči. Upravičeni uporabniki do brezplačne vožnje so starejši in invalidi in sicer, ki so starejši od 65 let razen invalidi, pri katerih ni starostne omejitve, ki so samostojni pri opravljanju vseh življenjskih potreb, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Ravne na Koroškem, ki ne vozijo sami in nimajo sorodnikov, ki so oddaljeni od centra mesta oziroma institucij, ki jih morajo obiskati in slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi, ki so gibalno ovirane osebe, ki so slepi ali slabovidni in nimajo drugih možnosti za prevoz, ki so osebe z odločbo o invalidnosti na podlagi presoje komisije za izvajanje prevozov, ki imajo nižje mesečne dohodke oziroma njihov mesečni dohodek ne presega cenzusa za upokojenca v skladu s pravilnikom o dodeljevanju denarnih pomoči v občini Ravne na Koroškem.
Odgovore zbrala, pregledala. Darja Čepin,